Lepo pozdravljene, drage gledalke in spoštovani gledalci bistriške lokalne televizije ob izteku malega travna, ki ga zaznamujejo tako vremenski kot drugi dogodki z dobro mero turbulence in negotovosti. Pa nič zato, saj ni negotov in viharen samo april, so pa zanesljivo trdni nekateri dogodki, ki smo jih uvrstili v redno tedensko informativno oddajo. Vabljeni, da se nam pridružite ob svojih malih zaslonih. Ob 180-letnici rojstva zdravnika, politika, narodnega buditelja in pisatelja dr. Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici številne prireditve. Svetovni dan zemlje obeležili tudi v Slovenski Bistrici. Slovenska demokratska stranka vabila na pogovorni večer. Mednarodna ekipa tekačev, udeležencev teka miru, se je ustavila tudi v Slovenski Bistrici. Obnovitev znanja o pravilih cestnega prometa. Z občnega zbora Bistriškega društva izgnancev. Ta teden poostre nadzor nad vožnjo kolesarjev. V športu o 3. mesto Barbare Pečovnik na državnem prvenstvu v kegljanju, v nogometni tekmi med domačim AHM-jem in Malečnikom ter o kraljevski etapi kolesarske dirke, ki jo bodo letos gostili trije kralji na Bistriškem Pohorju. V rubriki Lokalne novice boste, spoštovane gledalke in gledalci, našli nekaj zanimivih prispevkov, ki smo jih zabeležili v bistriški občini. V četrtek, 17. aprila, je Bistriški zavod za kulturo organiziral predavanje o Josipu Vošnjaku kot narodnem buditelju v izvedbi dr. Jonatana Winklerja, ki se posveča raziskovanju zgodovine Slovencev v drugi polovici 19. stoletja. V začetku leta sta Zavod za kulturo in knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica razglasila leto 2014 kot Vošnjakovo leto kulture. Doslej so potekala že številna predavanja. Odprta je velika razstava o njegovem življenju in delu življenja. Tokrat pa je tekla beseda o Josipu Vošnjaku kot narodnem buditelju. Zadnje leta svojega življenja je namreč Vošnjak preživel v Visolah pri Slovenski Bistrici, zato ga Bistričani tudi štejejo za svojega rojaka. Kot je poudaril dr. Jonatan Winkler, je bil Josip Vošnjak spoštovan poslanec v deželnem in državnem zboru in ima izjemne zasluge za uvrstitev Slovencev na politični zemljevid današnje Slovenije. Nastajajoče slovensko meščanstvo s političnimi strankami se je šele moralo učiti politike. Konzervativci so na vsakem koraku zatirali napredne liberalce, med katerimi je bil tudi Vošnjak. Samozavestno držo in za zavzemanjem za dobro naroda se Vošnjak uvršča med izjemno zaslužne izobražence druge polovice 19. stoletja. Njegovo delovanje pa je velikega pomena za Slovence še danes. Mednarodna ekipa tekačev, ki sodeluje na teku miru, se je v petek 18. aprila ustavila tudi v Slovenski Bistrici. Gre za največji globalni štafetni tek, ki spodbuja prijateljstvo, sodelovanje in harmonijo med narodi. Po svetu in tudi v Sloveniji ga podpirajo številni župani in drugi dostojanstveniki. Tek miru letos posebej podpira predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy. V Slovenski Bistrici je tekače pred občinsko stavbo sprejel in nagovoril župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Tudi sicer mi je poznano, da, ker govorim pač ne samo iz tega našega nivoja, ampak tudi iz evropskega nivoja, če govorimo seveda z nivoja Evropske unije je tudi tista, ki je nastala v povezavi z ohranitvijo miru. Udeleženci prireditve so ob tej priložnosti tudi podržali plamenico, simbol miru in harmonije med narodi. Oneness world our joy has begun. Oneness world our joy has begun. Please run, please run, please run, please run. Please run, please run, please run, please run. Mesto Slovenska Bistrica se vsako leto ob svetovnem dnevu zemlje pridruži akcijam za ohranitev našega planeta. Letošnji mednarodni dan pa izpostavlja pomen zelenih mest.
Razvoj mest, v katerem bo veliko zelenja, mora biti trajnosten, kar pomeni, da je treba upoštevati ekološko in energetsko primerno gradnjo zgradb in ekološko s čim manj izpušnih plinov naravnan promet. V mestu, kjer imamo 2 parka, je tudi sicer veliko zelenih površin, za katere zgledno skrbijo organizacije, društva in javna podjetja. Ob dnevu zemlje 22. aprila so ob sodelovanju Komunale, društva Vintgar, Turistične zveze in krajevne skupnosti Pohorskega odreda sadili drevesa. Manjkalo pa tudi ni najmlajših radovednežev iz bližnjega vrtca, ki že tudi nekaj malega vedo o tem, kako pomembno je ohranjati zelene površine. Občinski odbor Slovenske demokratske stranke je prav tako v torek 22. aprila organiziral pogovorni večer v Slomškovem domu, na katerem je tekla beseda o trenutnem stanju v slovenski politiki in državi nasploh, o zapiranju arhivov nekdanje Udbe, o prihajajočem referendumu in drugih odločitvah vlade. Kot gostje so na večeru sodelovali publicist magister Igor Umerza, nekdanja državna poslanka Slovenske demokratske stranke Patricija Šulin in moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Gre za tudi, če hočete, etični, moralni problem, s katerim se v Sloveniji neprestano soočamo. To je vprašanje neke naše civilizacijske etike, ali smo sposobni ali nismo sposobni, ali bomo sposobni pokopati vse svoje mrtve in povedati o stvarih, ki so se dogajale v naši preteklosti, tisto, kar dolgo nismo smeli govoriti ali pa ni smelo biti povedano. In zdaj ob dejstvu, da se je v času tako rekoč že osamosvojitvenega procesa tudi uničevalo arhive, bi se verjetno veljalo najprej vprašati, kako je mogoče, da po več kot 20 letih zaradi tega nihče ni bil postavljen pred sodišče. Kajti tu gre za narodovo dediščino, gre za dokumentacijo, ki je seveda ne bi smeli uničiti, in dejstvo, da se je to zgodilo, je povezano tudi z nekim drugim dejstvom, da je takrat še vedno bila partija, ena sama partija na oblasti, ki je imela vse pod kontrolo in je imela seveda tudi pod kontrolo svoj nepol, rečemo temu lahko, represiven organ v smislu psihološke vojne v odnosu do svojih državljanov, to je Udba, in da so šli uničiti te dokumente in te arhive in da se je sorazmerno malo ohranilo, govori seveda o preprostem dejstvu, da se je nekdo očitno ustrašil. Ustrašil svoje lastne preteklosti. Kajti, če si tako prepričan, da si vse, kar si delal v preteklosti, delal korektno, pošteno, z najboljšimi nameni za dobrobit svojega ljudstva, države in tako naprej, zakaj pa bi to uničil? To bi kvečemo lahko bilo ravno obratno, ne? Če si tako delal, potem imaš zasluge za narod, potem bi ti kvečemo mogli o tebi pisati monografije, postavljati spomenike, ne pa, da se ustrašiš arhivov in jih daš uničiti. Torej, glede na neke druge procese, ki smo jim priča, recimo en izmed takih procesov je brez dvoma Patria, je zanimivo, da nismo uspeli v tej državi sprocesirati tudi nekega takega delikta, ki je brez dvoma ne samo napad na demokracijo, ampak je pravzaprav neke vrste kriminalno dejanje, če to narediš. Po pozdravu in nagovoru prisotnih je nekaj uvodnih misli nanizal predsednik občinskega odbora Slovenske demokratske stranke in državni poslanec Jožef Jerovšek. O teh temah bi se dalo govoriti ure in ure, dneve in dneve, in te teme se dotikajo slehernega Slovenca. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Slovenska Bistrica je v torek, 22. aprila, vabil na predavanje za obnovitev znanja z področja pravil v cestnem prometu. Beseda je tekla o prometni ureditvi in pretočnosti prometa v mestu Slovenska Bistrica in drugih novostih v prometu. V osnovnih šolah dobijo izjemno dosti teoretičnega in tudi praktičnega znanja, ko napravijo v 5. in 6. razredu napravijo
vozniško dovoljenje za vožnjo kolesa, torej ta kolesarski izpit. Izredno veliko, zelo dosti znajo. Tako da recimo na državnem tekmovanju že imamo probleme, ker teoretično vsi znajo, skoraj vse in tako dalje. Ampak problem so starši. Mi smo otrokom poteptali tisto znanje, ko otroci, jaz pravim vedno staršem, če že nimate teh parametrov nastavljenih za to, da bi se držali nekega hišnega reda, ki mi imenujemo cestnoprometni predpisi in pravila, vsaj takrat, ko imate vašega sončka, vašega srčka, ne vem kaj še vsaj takrat se držite teh cestnoprometnih predpisov. Kajti to je ena izmed zelo velikih investicij za otroke. In potem vidiš starejše ljudi, pravijo, kako mladi divjajo. Pa si ti se vozil zmeraj vredno? Ako si ti svoje otroke, imel si vedno se držal omejitev hitrosti, si zmeraj pravilno parkiral, nikoli nisi čez polno črto zapeljal. In potem vidiš, da moramo biti čist tiho. In zato zdaj delamo zelo veliko starši v osnovnih šolah, da bi bili vzorniki in zgledniki otrokov, ker otroci sami povedo nazaj. Ja, sem se peljal za Atijem, pa sem mu rekel, da vozi prehitro, ker jaz vem, namreč, da vozi prehitro, pa ti rekel, nimam časa, videl se nam mudi in tako dalje. In to se potem zadeva tako zavrti, da ni tistega efekta, kot je to, ampak jaz pravim takole, delati moramo vsi na vseh nivojih, da bi bil nekako uspeh. V sredo 23. aprila je Društvo izgnancev Slovenska Bistrica vabilo na 22. zbor svojih članov, ki je bil tokrat prvič v novem domu za starostnike. Kot je že običaj, so najprej izvolili organe zbora, poslušali poročilo predsednika, tajnika, blagajnika in nadzornega odbora, poslušali pozdravne besede gostov in razgrnili program za tekoče leto. Tudi tokrat so se spomnili svojega trpljenja in trpljenja sotovarišev v izgnanstvu v letih 1941–1945, odkoder se mnogi niso vrnili. O popravi krivic, ki še vedno niso v celoti zaceljene, in drugih problemih, saj se populacija izgnancev vedno bolj stara in vsako leto se izborov udeleži manj. Kljub vsemu je treba tudi o trpljenju izgnancev pisati in govoriti, da bi se današnje generacije zavedale strahot, ki jih prinašajo vojne. Policisti bistriške policijske postaje so med 14. in 22. aprilom obravnavali naslednje dogodke in pojave. V tem obdobju je bilo zabeleženih 16 kaznivih dejanj, od tega 13 tatvin, 1 lahka telesna poškodba, 1 ogrožanje varnosti in 1 zatajitev. Zgornja Polskava. Nekdo je izpod koles tovornjaka ukradel 2 zagozdi, škode je za 150 evrov. Slovenska Bistrica. V mariborskem trgovskem centru je neznani storilec občanu izmaknil mobilni telefon vreden 400 evrov. Policisti so zabeležili drzno tatvino mobilnega telefona, ki ga je predrzen tatič iztrgal iz otrokovih rok. Drzen pa je bil tudi neznani storilec, ki je mobilni telefon lastniku izmaknil kar izpod časopisa na mizi. Škoda je za 500 evrov. Gabernik. Na zelenici ob stanovanjski hiši je neznani tatič izruval okrasno drevo. Škoda je za 280 evrov. Poljčane. Policisti so obravnavali vlom v stanovanje, iz katerega je neznani storilec odnesel 400 evrov, zaradi nasilnega vstopa pa je škode še za dodatnih 200 evrov. Vlomljeno je bilo tudi v enega od lokalov, iz katerega je nepridiprav odnesel več tehničnih predmetov in 50 evrov menjalnega denarja. Lastnik je oškodovan za 1500 evrov. Pragersko. Neznani storilec je iztočil iz 2 traktorjev 200 litrov goriva, podjetje pa oškodoval za 300 evrov. Oplotnica. Z dvorišča stanovanjske hiše je izginil starejši priklopnik vreden 200 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 21 prometnih nesreč, podali 5 obdolžilnih predlogov, izdali 32 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozili. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat. Do konca aprila bodo policisti poostreno nadzirali voznike motornih koles, mopedov in kolesarje.
Bistriško kegljanje je pred dobrim tednom dni doseglo enega največjih uspehov doslej. Tekmovalka kegljaškega kluba Impol Barbara Pečovnik je na državnem prvenstvu za posameznice v Brežicah in Izoli osvojila bronasto medaljo. Poleg tega so bistriške kegljačice še tretjič zapored tekmovanje v prvi B slovenski ligi končale na 3. mestu. Izjemen dosežek so obeležili z novinarsko konferenco, na katero so povabili tudi župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Župan je ob tej priložnosti kegljačicam simbolično podelil medalje. V središču pozornosti je bila seveda Barbara Pečovnik, ki keglja že od svojega 7. leta. Med drugim je leta 2005 osvojila naslov kadetske državne prvakinje v sprintu. Ste tudi sami verjeli, da lahko dosežete kaj tako velikega? Verjela že, nisem si pa mislila, da bo mogoče, ampak vedela sem tudi, da je z mano na stezi vrhunska kegljačica, vrhunskega kova. Z mano je bil Ata, ki je tudi naš trener skozi vso to prvenstvo, ki mi je dajal napotke, ampak takrat je bila roka na mestu, glava na mestu in kegli so padali. Na poti do tega podviga ste premagali tudi izjemno dobro tekmovalko Barbaro Fidel. Ja, to so bili res občutki, bilo je napeto od prvega ločaja do zadnjega dejansko, tako da tudi vseh 9 sem mogla podreti na koncu, da je bilo za 2 kegla tisto, da sem jo za 2 kegla premagala, tako da je bilo super, res. To je vsekakor velika spodbuda za naprej, pa tudi odgovornost. Torej, kakšna so vaše pričakovanja za nadaljevanje kariere? Za nadaljevanje, da še bo več takih uspehov, želim si tudi, da bo kdaj prvo mesto. Prav tako za celotno našo ekipo, saj smo bile letos tudi 3. Zdaj že 2 leti se nam nekako izmika ta prva A liga za par kegljev, tako da upam, da bo letos, da bomo uspele doseči to prvo mesto, da se bomo uvrstile tudi naprej, ne? Nogometaši AHM Bistrice so po 3 zaporednih porazih v drugem delu prvenstva v 3. državni ligi SOD v 18. krogu na domačem igrišču pričakali ekipo Malečnika. Trener Milko Đurovski je na zelenico v športnem parku poslal dokaj spremenjeno enajsterico naprej od igralne dneve. Domači strateg se je zahvalil nekaterim igralcem in prednost bo v nadaljevanju prvenstva dal domačemu mlademu kadru, kar bo seveda tudi prihodnost bistričkega članskega nogometa. V tekmi z izkušenimi igralci iz Malečnika je bistriška mladost iztržila točko. Po 90 minutah igre je bilo na semaforju 1-1. Belo-črni so gol dosegli v 12. minuti in z vodstvom 1-0 odšli na odmor. Gol za gostitelje pa je v 70. minuti dosegel Urban Obrovnik za končnih 1-1. Komentar tekme iz zornega kota domačega vratarja Jureta Stegneja. Ja, danes prvi polčas je bil občutno slabši kot drugi polčas. Na začetku mogoče 2-3 napake, pa nas je pol to vleklo čez cel polčas, ti smo zbrali te koncentracije, hitro smo tudi dobili gol, zato smo mogli se popolno umiriti in drugi polčas začeti iz čiste nule. In tempo smo dvignili, dali smo gol, zastavili cilj, čeprav za zmago smo šli po zmago, ampak nam je vseeno svalilo mogoče nekaj minut ali pa koncentracija v zaključkih. Tako da tudi točka bomo veseli. Na tekmi smo videli 2 različna polčasa, v prvem predvsem nemoč domače enajsterice, nato pa v drugem igra na vse ali nič in na koncu velika točka domačih. Obeta se v naslednji sezoni kar nekatere spremembe. Nogometna zveza Slovenije jih je že objavila in verjetno je slišati, da se v nogometnem klubu AHM Bistrica nekako spremenili ekipo in z mlajšo ekipo sedaj delate za naslednjo sezono. Je to tisto, kar drži? Ja, mi smo že vsega štarta oziroma vsako leto imamo mi tudi željo čim več mladincev čim prej pripeljati v člansko moštvo. Vsako leto se veste, kak je, na začetku sestaviš neko ekipo, pridejo poškodbe, pridejo kartoni in potem rabiš, ne. In tako smo tudi zdaj naredili, potegnili smo 3-4 dobre mladince, skozi hodijo zraven, tudi trening, kaki z nami naredijo, pa tudi se prav, pubeci ne pridejo, pa vidijo, pa da se izkažejo. To je dobro za njih, dobro za moštvo, ker se vseeno moštvo ni za eno leto, ampak se skozi proti dela, da lahko skozi se držimo neki v tej 3. ligi. Moštvo se bo torej gradilo, kako igrati do konca letošnjega prvenstva v 3. državni nogometni ligi Vzhod. Fantje bodo nekako iz tekme v tekmo rasli in se nekako ekipa bo tudi bolj uigrana, homogena. To je tudi smisel kluba in tudi želja kluba,
da se čim več domačih igralcev tu ustvari, da ostanejo tu v klubu, pa da lahko dali so se jim pogoji, da lahko naredijo pač nekaj za sebe, nekaj za klub, nekaj tudi za vas, za našo publiko. Tako da jaz upam, da bomo se utrdili, zdaj mogoče še nam malo fali, da smo utrdili. Zdaj v teh parih krogih na začetku smo imeli malo smole, malo tudi težkih tekem, tako da upam, da se bo zdaj začeli pozitivni rezultati, pa celotno vzdušje, mislim, da bi potem vse skupaj naraslo, tudi želja, igranje, tudi mladincev in pa tudi celotno publiko, da bi potem zadovoljili s tistim, kar moramo mi doma pokazati. Po končanem prvenstvu se bo kar krepko spremenil tekmovalni ustroj in tekmovanje bo dobilo nove zanimivejše nogometne obračune, saj kar se tiče seveda bistriških ljubiteljev nogometa. Več bo tega, seveda, to je zdaj vse skupaj narejeno zaradi manjšanja stroškov, ker je to kar težko, zdaj klubom vedno več je to močen finančni zalogaj, tako da bo manjšanje stroškov, pa več bo teh lokalnih derbijev na tej podravski strani. In tako da mislim, da bo tudi ta liga zelo zanimiva. Je pa po drugi strani je pa malo škoda tudi Prekmurja, ker gor smo tudi radi večkrat šli, ker je prijetno vzdušje gori, ker živi, tam vsak kraj živi prav za nogomet in je prav užitek tudi proti njim igrati. V soboto 21. junija se v Slovenski Bistrici obeta pravi kolesarski praznik. Na Treh kraljih bo namreč cilj 3. etape kolesarske dirke po Sloveniji. Kraljevska etapa bo tako tokrat brez Vršiča, a zato nič manj zanimiva in zahtevna. Organizatorji so podrobnosti športnega spektakla predstavili v sredo 23. aprila na novinarski konferenci v prostorih Bistriškega gradu. Kako bo potekala trasa? Sobotna etapa, štart v Rogaški Slatini ob 11:30 uri, potem en krog skozi Šentjur, gorski cilj 3. kategorije, nazaj v Podčetrtek Rogaška Slatina in potem preko Poljčan bojo kolesarji prišli v Slovensko Bistrico, sledi vzpon preko Zreč do, bom rekel, 2/3 Rogle, spust nazaj in potem spet preko Oplotnice v Slovensko Bistrico in zaključni krog z dvakratnim vzponom na Tri kralje. Tudi letos bo konkurenca izjemna, pričakujete kar nekaj najboljših ekip na svetu, seveda pa bodo prisotni tudi praktično vsi najboljši slovenski kolesarji. Potrudili smo se, da smo kar največ slovenskih kolesarjev dobili na tekmo. Od tujih ekip imamo pa najboljšo rusko ekipo Katjuša, najboljšo avstralsko ekipo, najboljšo italijansko ekipo Lampre in pa seveda najboljšo ameriško ekipo, se pravi, kar nekaj kontinentov je zastopanih. To so vse ekipe, ki nastopajo na najvišjih top dogodkih v svetovnem kolesarstvu. Poleg tega imamo še ostale ekipe, skupno jih bo 18 in mislim, da bo konkurenca zelo močna in v taki konkurenci si vsi pa seveda želimo zmago slovenskega kolesarja, včasih pa to tudi ne gre. In kdo ima po vašem mnenju največ možnosti za osvojitev naslova? Ne bi rad predvideval naprej, jaz upam, da bojo Slovenci spredaj, predvsem iz naše najboljše slovenske ekipe Adria Mobil, mogoče dvakratni svetovni prvak Matej Mohorič, vse pa odvisno od, bom rekel, pripravljenosti tisti teden, ko je dirka po Sloveniji. Poleg glavne dirke organizatorji pripravljajo še vrsto spremljevalnih dogodkov. Da pa seveda dirka ne bi bila samo dirka, pa smo se v odboru odločili, da naredimo dan kolesarstva v občini Slovenska Bistrica ta dan. In ta dan bomo za najmlajše od vrtca, osnovnih šol, gimnazije, za vse rekreativce, moške, ženske, vse starosti, izvedli kar veliko število tudi rekreativnih kolesarskih voženj, kje, kako, na kakšen način je seveda še prezgodaj govoriti. Kot zanimivost pa naj povem, da bomo zagotovo organizirali tudi nekakšno rekreativno kolesarsko dirko za vse naše gospodarstvenike in za naše župane ali pa še zraven povabili nekatere okoliške župane, tako da bo to res pestro dogajanje. Ob samem tem dogajanju bomo pa
Epicenter bi naj bil seveda ob stari športni telovadnici, ob nogometnem stadionu, pa pripravili še veliko zanimivega, morda nastope glasbenih skupin, žrebanje nagrad in podobnih stvari, tako da jaz verjamem, da nas bodo ljudje podprli pri tem in da bodo seveda se udeležili te kolesarske prireditve. Vsi na kolo za zdravo telo, se je včasih temu reklo. Sicer pa bo dirka izjemna priložnost tako za promocijo občine Slovenska Bistrica, kot tudi kolesarstva nasploh. Zdaj v vsakem primeru ima ta etapa tu pri nas več pomenov. Prvi je tudi ta športni, mi vemo, da Slovenska Bistrica ima izjemno paleto široko, kar se tiče športu, in s tem tudi nekaj kolesarjev je že bilo v preteklosti prisotnih, tudi nekaj tovrstnih, sicer ne na tem nivoju dogodkov, smo že v preteklosti gostili. In pomembno je, da se torej tudi kolesarstvo predstavi in se da tudi priložnost na tem področju, predvsem gre za spodbujanje mladim. Po drugi strani gre za predstavitev same Slovenske Bistrice in pa seveda predvsem njene okolice, tega pohorskega predela, torej tudi z predstavitev v smislu možnosti, ki pa jih nudi za samo kolesarstvo. Vemo, da v današnjem času postaja kolesarstvo izjemno popularno, na eni strani kot šport, na drugi strani tudi kot rekreativna dejavnost in pomeni torej tudi to izjemno dobro turistično promocijo. Spoštovani, april se polagoma izteka, bližajo pa se tudi prvomajske prireditve in prazniki, ki bodo gotovo povečali število udeležencev v prometu. Vozite varno, ne glede na to, v katero kategorijo udeležencev v prometu sodite. Praznik dela, 1. maj pa naj bo kljub vsemu prazničen, čeprav je dela in delavskih pravic vse manj. Srečno!